Pozdravljeni otroci! Prebrala vam bom pravljico o lisjačku Tomiju in njegovih prijateljih. To je lisjaček Tomi ter njegova prijatelja Jazbec Mihec in kuža Piki. Lisjaček Tomi pa ima še mlajšo sestrico Tino. Pa prisluhnite. Lisjaček Tomi in prijatelji na dirki. Lisjaček Tomi in njegova prijatelja kuža Piki in Jazbec Mihec so gledali televizijo. Ko bom odrasel, bom postal dirkač, je bil navdušen Tomi. Tako kot jaz, je rekel Mihec. In jaz tudi, se jima je pridružil še Piki. Papigi, samo ponavljata, se je namrdnila Tina, Tomijeva mlajša sestrica. Ko bom jaz velika, bom zdravnica. Tebe pa sploh nihče ni nič vprašal, je bil zadričen Tomi. Kasneje se je Tomi s prijateljima odpravil v malo hišico na vrtu. Njegova sestrica je bila zelo radovedna. Kaj pa počnete? Je vprašala. Se lahko tudi jaz igram z vami? Ne, ne moreš, je odvrnil Tomi. Kar drugam pojdi. In tako je Tina odšla in se z medvedkom igrala zdravnico. V hišici pa so prijatelji neutrudno ustvarjali. Tom je žagal. Žika, šaka, žika, šaka. Kuža je zabijal s kladivem. Pam, 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 pam. Jazbec je barval. Flenk, flenk, flenk. In kmalu so dokončali svoj nadzvočni dirkalni avtomobil. Potrebovali bomo čelade, je rekel Tomi. Vsi dirkači jih nosijo. K sreči so jih nekaj našli v kuhinji. In zaščitna očala, je dodal Piki, ter si nadel svoja očala, ki jih je uporabljal pri plavanju. Tudi na rokavice ne smemo pozabiti, se je oglasil še Mihec in si nataknil gumijaste rokavice. Prijatelji so se podali v park, da bi preskusili svoj novi dirkalni avtomobil. Je sopihal kuža, ko so ga vlekli po pobočju. Na vrhu so se vsi skobacali v avtomobil. Pripravljeni? Pozor! Zdaj! Avtomobil je hitro pridobil hitrost. Super, je zaklical Tomi. Drveli so proti vznožju. Zavirajmo, je zavpil Tomi. Kako? Je zatulil Mihec. O ne, je zatarnal Piki. Avtomobil pa je drvel hitreje in hitreje, dokler... Bonk! Dirkalni avtomobil je zadel ob veliko skalo in prijatelji so poleteli v zrak. Na pomoč! Pof, puf, paf. Tomi, Piki in Mihec so treščili na tla. Moja glava je stokal Piki. Moja tačka, je potožil Mihec. Vse me boli, je tarnal Tomi. Mar potrebujete zdravnika? Je pa vprašal nekdo. Bila je Tina, ki je s svojim zdravniškim kovčkom prišla na pomoč. Ne skrbite, nič ne bo bolelo, jih je potolažila. Nato jim je z obliži prilepila ureznine in praske. Z mazilom oskrbela odrgnine ter jim s povoji obvezala rane. Kmalu so se vsi počutili bolje. Hvala, zdravnica, so se ji zahvalili. Kaj bomo pa sedaj? Je vprašal Mihec. Že vem, je odgovoril Tomi. Igrajmo se zdravnike. Tako so preostanek dneva preživeli ob zabavnih dirkah z reševalnim avtomobilom z bližnjega hriba. Najprej pa so poskrbeli, da je njihov reševalni avtomobil dobil zavoro. Ko bom odrasel, bom voznik takega reševalnega vozila, je bil navdušen Tomi. Tako kot jaz, je rekel Mihec. In jaz tudi, se jima je pridružil še Piki. Papige, se je zahihitala Tomijeva sestrica. Počil je lonec in pravljice je konec.
Tudi vi, otroci, pa lahko izdelate čisto enostaven rešilni avto. Potrebujete le eno večjo škatlo in 4 prazne rolice toaletnega papirja, ter seveda lepilo in pa rdeč flomaster, s katerim boste označili rešilni avto. V mojem se peljejo Pat, Mojster Miha, dinozaver in pa 2 mini miški. Kdo pa se pelje v vašem? Narišite ga ali naredite, to fotografirajte in pošljite na Bled TV. Naslov pa je uredništvo afna bled.tv. Adijo!